Dobro jutro. Go dobro poka, tale nedeljska epska, temu primerno nočno nevihto, ki je žgala tako, ko se zagre. Ampak smo lepo rekli, do konca, brez predaje, nema tu milosti. Kot vidimo, lažnivci se ne predajo, empati pa tudi ne, a ne? In zdaj vsak svoje tiščimo in kot če jači, kdor bo dlje vztrajal, ta ga bo zmagal, a ne? Ampak vztrajali so narcistični sistemi s svojimi lažmi, kako je bil virus, kako je bila vojna, kako je Trump grd, kako je Turšič narkoman pa luzar. Te laži so se prepletale, kad bi se mogle, kad bi kdo kaj od tega imel, očitno je tudi imel, a ne? Ampak nekako prihajamo do točke, da pač medijem ne verjamemo več. Sodnikom tudi ne, politikom tudi ne. Torej mi več ne zagrizamo v te laži, ne? Ampak to ni samo to, da ne zagrizamo v laži medijev, ne zagrizamo več v laž od Štefke, od sosedovga unga, pa od unga, ki se ima za tacga, ne bom nobenih imen, se boste že prepoznali znotraj tega, ampak nekako z vsemi možnimi lažmi so probali diskreditirati našo avtentičnost in glej ga zlomka, what the fuck happened, ne? Izkazalo se je, da te njihove laži so izpostavile njih same do točke, da smo prišli do nečesa, kar po svetu imenujemo narcistični kolaps. Kolaps narcizma, kolaps laži, kolaps mreže. Laž sama nima nobene strašne moči, jo pa ima moč, kadar je združena, a ne? In družno so lagali in mediji in doktorji in politika okrog covida. Enako okrog Trumpa, enako okrog vsega možnega so nam lagali k prasci, ne? Ampak zdaj nismo rekli, kje bodo oni nehali lagati, glede na to, da vemo, da lažejo, pa oni vedo, da mi vemo, da lažejo, so oni kljub vsemu kar lagali, ne? Do kje? Do konca. Oni so rekli brez predaje, saj se bodo že empati uklonili, tako kot so se 100.000-krat, se bodo pa še zdaj. Eto ti ga game over, ne? Nismo se uklonili, ne damo se, vzdržujemo svojo resnico in svojo avtentičnost, zdaj pa ne oni lažejo še naprej, kar se mene tiče, lahko, sam, a še prime ta laž, to je bolj zdaj problem, ta laž grabi, ima ta laž plodna tla, ima ta laž verodostojna ušesa. Nič več, ne? Takle imamo, dragi moji, nedeljsko jutro, 6 minut čez 8, želim vsem dobro jutro. Sabina se je oglasila, ostali bolj, ker ne poslušate, kaj se bo zgodil. Pogrom sramote se bo zgodil, to vam garantiram, in v to sem trdno prepričan, zaradi tega, ker sem uspel pripeljati čez eno fazo, a ne, ki daje nekaj več kot oči in ušesa lahko ponujajo, a ne? In ta faza se imenuje feel with the soul, torej tretje oko, torej ta čutni zaznavni del sveta dojemam preko organa, ki se imenuje srce, ali pa tretje oko, ali pa gut feeling. In ta občutek, kot ga ima Bog. Bog vse vidi, Bog vse ve in ti imaš ta gut feeling, ne? Malo za šalo, malo za res, ampak vse se da fejkati, vse besede, vse slike, vse to se da fejkati. Energija se fejkati ne da. Ne? Aleks, dobro jutro tudi tebi. Me veseli, da se oglasite nekateri. Premnogi so se zavili v molk in to je meni logično. Kaj ti rekli so, gremo mi skupaj do konca, do prebujanja, samo što niso prišli do konca. Ker če hočeš priti v prebujanje, ni klik, prebujanje je proces. To je tisto, kar vam razlagam že 3 leta. Opisoval sem ga korak po korak, kako sem se sam prebujal, kaj so bile za mene pomembne stvari, pa vendarle nikoli ni nihče izpostavil nečesa najbolj pomembnega, ne? Šlo je ves čas za avtentičnost, kar pa je v tem svetu prava redkost, ne? Ljudje niso avtentični do sebe, do drugih, do situacij. In avtentičnost je predpogoj, da sploh kamorkoli rasteš in zrasteš. In nekako Bog izbere, Bog ima rad dobre ljudi in poštene ljudi, ne pa drekačev, ne. Drekači so itak se posmehujejo Bogu in Jezusu in slišati ne morejo Jezusa, besede Jezus in danes zjutraj je ena gospa lepo rekla,
Ali si z mano? Ma. Kako sem jaz to mogel že zdaj izgubiti, že na vse zgodaj? Ali si z mano, torej z Jezusom, ali si pa pač pošast, ali si pa pač bist, ne, nared, ko krčaš, ne. Ker in the name of Jesus je prav. Jezus, ne zdaj on je bil trobezlač, on ni padel v igre sistema, politike, cerkve, on se ni vtikal v mreže sistema laži in varovanj in tako. On je šel in se je prebudil po pomenu z Bogom in čao, ne. Prebujanje pomeni iti tudi čez bolečino, zato eni stisnejo mal. Tako je, iti čez lastno bolečino, zato rabiš nekoliko poguma, nekoliko radikalnosti in v bistvu ne rabiš nobenega mnenja od drugih, predvsem rabiš pristen stik z Bogom, samim sabo in ja, čez lastno bolečino ni enostavno iti, kot si rekel, Jurke, in tle marsikdo spusti tik pred vrhom. V bistvu je tako, prebujanje ali pa kao zdaj izbrani, oni so pa močnejši. Ne, dragi moji, močnejši nisi pred vojno, ampak si močnejši po vojni. A ne? In enako je tudi v mojem primeru v vse to, kjer sem se znašel v življenju, v situacijah, ki tudi pod točko razno niso bile enostavne. Ne vem, izdaja, dajmo primer izdaje. Ni lahka, ne? Ampak po izdaji prideš ti močnejši, rečeš, boste vi mene fukali v mozak, lažijo meni, ko krčeš, boli me kurac, jaz vem, kdo sem, Bog ve, kdo sem, kaj me boli kurac, kaj vi veste o meni, ali pa veste, ne gre za veste, gre za to, kaj o meni govorite, a ne. In ko enkrat te boli briga, kaj si o tebi mislijo drugi, takrat si za to družbo že nevaren in takrat družba začne užigati vse možne motorje, kar jih ima in vse vzvode, da ti ne bi prišel do konca tega svojega procesa prebujanja. Pa vendarle, proces prebujanja nekje ima svojo, ne bom rekel konec, ampak preboj, a ne? Bomo rekli konec starega dojemanja sveta, tako bomo to rekli. Prebujanje je, ko prideš na rob tistega, ko rečeš, aha, stari svet deluje tako, zato je pa bilo to in posledično se je dogajalo to. Aha, razumem, kaj pa od tle naprej, no, to je pa tisto, kjer se reče en film do konca in naprej. This is the beginning, ne? To je začetek nove dobe in je konec starih laži, starih konstruktov in starih struktur laži od sistema do zadnje vaške skupinice klevetaščarskih pijancev, ki trosijo laži in uničujejo s tem renome in ime ter življenje nekomu, ki ni nič hudega nikomur naredil. V mojem primeru to sem bil jaz nikoli nisem nobenemu nič slabega hotel. Sej, marsikaj se je zataknil, da ne bi kdo mislil. Da sem jaz brez greha, valjda sem falil tudi jaz, ne. Ampak se spomnim, ko sem v srednji šoli prišel prvi letnik, pa smo imeli tam šolo zraven Maxi Marketa, pa vaški deček pa je prišel, pa je zagledal Maxi Market, pa je rekel, lej ti to, vse džabe, stari. In sem valjda pahnil čokolado, ne, in valjda so me ujeli takoj, ne. In se spomnim, ta sramota je v meni ostala, ne, kako sem izpadel bebo, glupado, in pa se tega nisem več posluževal, ne, in sem mislil, sej okej, sej vsak človek nekje to faže. Danes pa gledam politiko, danes pa gledam ljudi okrog sebe, oni se to igro igrajo kar naprej, ne, kar naprej. Sam, jaz z unim varnostnikom nisem bil prijatelj. V tej zgodbi pa je. A veste, narcizem blazno podpira sodnija. Sodnija ni prepoznala nič narcističnega. Ste v medijih kaj slišali o narcizmu? Veste, narcizem je nevaren za človeka, zelo močno. Zloraba narcisa je tako huda, da tisti, ki je bil žrtev, pride do totalnega, najprej je stres, pol je manj vrednostni kompleks in na koncu pridejo samomorilne misli in to je čisti umor človeka od nič. In o tem ne bi smel biti tih. Nihče ne bi smel o tem molčati. Ampak, glede na moje izkušnje v zadnjih 3 let, oziroma 2 let pa pol, kar se jaz srečujem z narcizmom malo bolj, oziroma sem ga začel študirati, mislim, že pred tem sem
se dal študirati ljudi, kaj, kako, zakaj, kaj v tej družbi narobe. In sem ugotovil, da prepoznavanje ljudi je najpomembnejše znanje, ki ga lahko človek premore. In ni enostavno, gre za kompleksno stvar. Zdaj, ljudje, ker so kratkih umov, obvladajo en del igrice. Jaz sem bil napaden od te skupine, ki male igrico igrala, pa od druge, pa od 5., pa od 50., pa od 550. In zdaj jaz prepoznavam vse te igrice, oni pa še svoje ne. Tako da zdaj tle v tej zgodbi moraš postati res opazovalec in moram reči, da sem hvaležen sam sebi, Bogu ali pa še čemu, ali pa svojemu lastnemu karakterju ali pa ustrajnosti, da sem šel toliko daleč, da sam sebe lahko imenujem detektor, inšpektor gadget recimo. Inšpektor gadget, jaz vse pač prepoznavam in za vsako situacijo imam en gadget pripravljen. Tako ka imate v spominu kakšnega starega dedka ali pa strička ali pa nekoga iz vasi, ki je imel vedno prištimano kakšno dobro izjavo. Vedno je bil pripravljen. In takšen sem postal tudi sam. In moram reči, da sem neizmerno hvaležen, da znam se odzvati na provokacijo, se pravi na zemeljsko otroško igro, ki mi tudi deluje otroška. Na te igre se jaz pač ne odzivam več. In ko se nehaš odzivati na provokacije, na otroške igre, na poskuse manipulacije, takrat v bistvu tisti, ki te je hotel to zvleči, postane strašno jezen, besen, zakaj se ti nočeš vplesti v igro, da te bom pofukal. Ja, zaradi tega, ker sem bil pofukan prevečkrat, še kaj rabiš ti, pizda. Saj sem šel 500-krat na let, mislim, 501 pa ne grem, 505 s črtom, gotovo, pika, enough, stop, dosti je. Dobro jutro, pravim še enkrat vsem dobrodošli, 15 minut čez 8 na Radiu MTK, ki jo daje iz 5. dimenzije na valovih radija Megahertz. Aleks, praviš, da jaz si ne upam še enkrat na energetsko terapijo, je bilo takrat kar orenk pestro, kakšna je energetska terapija, pejt na avtentično terapijo, pa je to. Jezus ni bil na energetski terapiji, tako da bil je sam avtentičen, pa ni podlegel lažem, pa ni podlegel igram. That's it. Ne rabiš ti nobenih, ne gongov, ne čakarjev šraufat, nič to ne rabiš. Ti bod sam avtentičen, pa je stvar rešena, boš videl. To je ključ. Jaz sem potresnica in življenje. Rekel, Jezus, stari, bodi avtentičen, that's it. In pa se boš odvezal boš ego. Ker boš skočil ven iz ega, ko se boš od njega dokončno poslovil, takrat se boš preklopil na nekaj večjega, to, kar si. In to, kar si, je že v štartu povezano z univerzumom. Da pa se odklopiš od ega, pa rabiš nekaj časa. Gre za proces, ni enostaven, v mojem primeru je bil precej in kaotičen, in razburkan, in boleč, in tako, ampak tukaj smo. Prišli smo čez, jaz moram reči, da sem neizmerno hvaležen, ker občutki, ki so prišli zraven, so nepopisni in zdaj nič drugega, kot želim, da bi vsak od vas prišel čez in rekel, grem do konca. Če tudi me je strah, če tudi me boli, če tudi je to izdaja, če tudi je jaz grem do konca. Tako sem se jaz odločil, jaz bom tem lažnivcem, tem pizdonterjem posekal fucking glave. Ne fizično, ampak jaz bom temu naredil konc, da boste v meni lagali, pička vam je materna. Pač to je bila taka moja znotraj mene, ker mene so imeli za neumenga, za naivenga, za brezvezenga, za ne vem kaj, pa so pa temu še dodali zgodbe, kaj vse sem. Ampak, dragi moji, v propadu narcizma in kolapsu narcizma je pač prišlo do te točke, da celo narcisovi pomočniki, flying monkey, so opazili, kdo je narcis. In v tem trenutku meni nekdo reče, ja, jaz sem pa tudi zagledal enega narcisa v službi. Dragi moji, ne meni s temi bananami, ker narcizma z njihovimi opicami mrgoli. In če ste zaznali enega, vam moram povedati, da je vaš awareness, vaša pozornost čisto v kurcu. Vi ste nesposobni prepoznavati, oprosti, da tako rečem, ker če bi prepoznavali, potem bi z enako ihto, z enako gmoto želeli opozarjati so ljudi pred nevarnostjo. Ampak opozarjati ljudi pred nevarnostjo je pa v današnjem času precej nevarno, ker tako je reče, ti si pa neumen, pa teoretik zarote, pa kaj ti misliš, da cepivo je pa kar strupeno, ker ti misliš, da je kar vse proti tebi.
Ne, da mislim, vidim, stari, ne, da mislim, vidim, da je toliko malo stvari, ki jim lahko slepo zaupam. Pa načeloma je tako, zaupanje ni nekaj, kar mora biti slepo in dano v prvi minuti sočloveku, ampak je zaupanje čisto zadnja stvar, ki pride na vrsto, vse drugo je treba pred tem izkazati. Metka, dobro jutro in Marjana tudi tebi. In Aleks dodajaš, ampak nerealno, kako letos to šele opazimo, vidimo, saj po naravi smo narcistični vsi, samo da se loči, da imaš zdrav narcizem, pa od tega Jurke, kvaj si pa ti zabluzil zdaj? Zdrav narcizem imaš, odlično, spizdi. Sem spizdim in zdravim narcizmom. Včeraj me je nekdo prepričeval, stari, da obstaja dober ego. Spizdite mi s temi razlagami, stari. Jaz sem prišel čez, a si čez, nisi čez, pol pa na razlagi. Jebote zdrav narcizem, pizda, kakšen zdrav narcizem? Ne, mislim, Jurc, ga pa pihneš, veš, in če si mislil, da boš tlele s tem zdravim narcizmom, razloži nam, kaj je zdrav narcizem, pizda, če znaš to tako zelo dobro. Narcizem je psihotik, narciz je morilc. Kaj od morilca je zdravo, razen njegova jetra? Pa še ta vprašanje. Ne, mislim, no so psihološki napadi. Narcizem je ego na steroidih. Ne, mislim, kakšen, ne. Zase govoriti, mislim, kaj? Ok, govorim ga zase, ne kar okoli se ne deli. Dej, Jurke, a boš znal spisati nekaj, da vas znala se sploh pogovarjati. Jaz sem za jasno komunikacijo, zato ker v jasni bitki, kjer je treba reči, gremo levo, moramo iti levo. Ne pa meni se zdi, da bi bilo fajn, če gremo lusno. Pizda, ta neznosna, nejasna komunikacija je del narcistične igre, kjer je vse megleno, nič ni jasno. Jaz sem se odločil stvari sam sebe razjasniti, zaradi tega, da mi je jasno, zaradi tega, da mene nihče od teh lažnivcev, manipulatorjev, prevarantov ne more pelati scat. Ker v bistvu največja grožnja, evo ga bom vam tlele pritisnil, največja grožnja lažnivcu je nekdo, ki ima zelo dober spomin. Kaj rabite vi? Umetno inteligenco rabite? Jaz imam spomin. Jaz nisem pozabil, kdaj mi je se nekdo zlegal, pa kdaj me je nekdo zasmehval, pa kdaj mi je nekdo tako med besedami rekel, da take, ki ste pa proti cepljenju je treba pa ubiti. Jaz sem si zapomnil te besede in ljudi, aj prav, ne? Tako da, veš, ni tle milosti. Luka, dober dan in dobro jutro tudi tebi, upam, da imate kavico, upam, da ste v nedeljsko jutro po nevihti kaj bolj razčiščeni, kaj ti nevihta je tu zato, da naredi presek, da očisti, po nevihti ponovadi pridejo stvari jasnejše, v moji glavi je že tako, jaz sem že seštel včeraj par stvari in moram reči, da mi je v neizmerno veselje, da sem pripeljal to bitko do konca. Jaz sem jo. In srčno si želim videti še koga na strani zmagovalca, ki bo rekel, ja, to je to. To ni stvar, ki je v glavi, dragi moji. Lahko, ljudje vse sort govorijo. Energy je tisti, ki pokaže, koliko je ura. Energija. Mi smo se pogovarjali o pretočnosti. Človek mora biti pretočen. Ne? Zdaj, vsi smo živeli 2000 let ali pa 5000 let v svetu, kjer se je dajalo v ospredje dominacijo reptilskega uma, ki ga imamo vsi, kjer je zavest omejena na stopnjo preživetja, beg in boj, reptilski možgan. Temu se reče zemeljsko preživetje oziroma ego. Ampak čas je, da po tolikih tisočletjih ego prerastemo. In to se da pridemo iz nezavednega v zavedni del. Mi imamo 95% možganov neuporabnih, zato ker delamo samo iz 5%. Ne? To se recimo pri von der Leyenovi, pa tem, ki se njej klanjajo, pa celi stranki pol, to se vidi, zdaj že nadaleč, ne? Koliko procentov možganov laufa. Pa koliko je avtentičnosti, pa srčnosti, pa čutnosti in čustvenosti.
Vse to se vidi, a ne da se vidi. Jaz vidim zdaj. Če vi ne zmorete videti, pa je res hudo stari. Ne morete videti, kdo vas je nategnil, pa kako izgleda, kako izgleda mer, pa kako izgleda kontinuiteta in tako naprej. Ja, veš, če se človek obrne po vetru, vidiš, da nima nekega karakterja. Karakter je karakter, a ni to tako. Ne pa, da ko zapiha levo, se pa obrne v drugo smer, pa kriči proti cerkvi, prej pa v cerkvu hodil, ali pa obratno, se vse. Ideja je, da prepoznamo avtentičnega sebe, avtentični karakter in ga tudi gradimo. Marjana, praviš, da narcis si lahko samo, kadar se imaš za več od drugih, če pa veš, da smo vsi eno, pa ne gre več. No, tako. Ko se zavedaš, da smo vsi del enega, začne prihajati do spoznanj, da smo eno v zavesti in ta zavest je energy, a ne. In zdaj energija je lahko pretvorjena v laž ali pa v resnico. In kadar se ljudje spravijo z lažjo nad tebe, je prav, da se toliko izmojstriš, da vse tisto, kar negativno prileti v spektr o tebi, pretransformiraš v dobro. To se je zgodilo v mojem primeru, pa jaz bom bolj o sebi opisoval, ker ne vem več, kdo je kdo, mislim, pa tudi ne bom šel zgodovinsko, jaz bom bolj o sebi govoril, da ne bom kogarkoli ali spravljal v zadrego ali v pozicijo, kakorkoli. Skratka, ljudje so o meni, v mojem primeru, v odnosu do mene, stresali ogromno negative, ogromno nelaži, ogromno magic spela, ogromno energetskih urokov in tako naprej. Ampak vse to, kar so poslali proti meni, naj bi mene ubilo. Ampak mene to ni ubilo zaradi tega, ker kadar si avtentičen, kadar stopaš na stran srca, kadar stopaš na stran Boga, na stran človeka, takrat postaneš zaščiten. In to zdaj vejo vsi, ki so se kakorkoli energetsko ukvarjali in poigravali z uroki nad mano. Kajti zaščita, ki je meni dana, je mene ojačala, vsak napad je mene ojačal, urok je šel pa k pošiljatelju. Pa to ne zaradi tega, ker bi jaz se šel neko strašno magijo, jaz se grem avtentičnost in raziskovanje družbe, kako deluje družba, družbeni vzorci, psihologija človeka, posameznika, kaj je travma, kaj je rana, v povezavi ne samo psihologija, čustva plus spirit, vse tri stvari so pomembne in ta sistem spirita nikoli ni upošteval in v bistvu ga je črtal, tako kot je črtal eter iz periodnega sistema. Torej, če so ga prečrtali, da ga ni, to še ne pomeni, da ga ni, treba ga je najti in z njim upravljati. Zdaj smo rekli, vse to je energy, in tudi mi sami po sebi smo energetska bitja in sami veste, da se ob nekaterih ljudeh počutite lahkotno, ob nekaterih se počutite zategnjeno, ob Jezusu so se ljudje počutili bistveno drugače in počasi bomo ugotovili, da besede so odveč, zaradi tega, ker energija govori. Jaz pa moja Lucy se ne pogovarjava dosti z besedami. Mislim, majhen delček se tudi z besedami razumeva, generalno pa se razumeva skozi energijo. Enak odnos imam do narave, tudi energijo narave čutim. Mene narava umiri, zaradi tega, ker ona je umirjena. Samo ljudje me znajo spraviti v tak tesnoben občutek, zaradi tega, ker sami prenašajo to energijo in jo od sebe odsevajo. Pa vendar, svetloba je vedno premagala temo. Ne more 10 negativnih, 10 temačnih, nizkih energij premagati svetlobne, močne, pozitivne, avtentične energije. Nemogoče. Zaradi tega je prav, da si jo užgete. Kako pa užgeš to svojo avtentično energijo? Ja, tako, da si avtentičen od zjutraj do zjutraj, nič drugega. Ja, sam kaj pa? Jaz sem dal na svet, zdaj pa s tem naredi, kar češ. Ja, ampak jaz sem to preživel, jaz to sem naredil in
jaz sem dal ta nasvet in ta nasvet je dal tudi Jezus. Pa od Jezusa dalje je bilo zvezdnih prebujencev mnogo, ki so dajali nasvete samo z drugimi besedami. Ampak načeloma, ko ugotoviš, da je vse eno, vsi so opisovali eno in isto stvar z različnih kotov. Zaradi tega lahko rečemo, da resnica je samo ena, le opisovanja tega so drugačna. In ko skontaš, v čem je point, kaj se išče, je vse jasno. Mnogi ljudje upajo, da se bo našel nekdo, ki bo povedal resnico. Veste, resnica je nekaj, kar se ne da na pladnju. Pa ne zato, ker se ne bi hotelo ali pa želelo dati, ali pa ne bi, enostavno ni mogoče. Zaradi tega ljudje, ki niso odprli ene stvari o izobraževanju samega sebe, ti ljudje ne morejo iti nikamor. Oni delujejo na mnenjih, na verovanjih. Resnica pa zahteva, da jo raziščeš. To je kar raziskovanje. Išči, pa boš našel zaklad. In ta zaklad je z moje strani najden. In jaz bi želel, da ga najdete vsi. Ne? Ampak moraš biti avtentičen, moraš biti odprtih nazorov, morajo te stvari zanimati, ne smeš reči a priori, tu zemlja je kugla pa pika, ti, ki si rekel, da pa ni kugla, pa neumen. Dok imaš to miselnost, stari, ne boš ti razumel, tudi po točko razno, kako je tebe Janša nategnil takrat in še včeraj. Sploh ne boš mogel dojeti. Ni šanse. Pa to je sam Janez, pustimo zdaj Janeza, se ni nič kriv, on je pač padel v to igro. On je to pač v to igro padel. Čakaj, kako sem rekel? Najlažejo, ta je zdaj bolana, ja. A veste, kako so? Zgubil sem film. Grem kar komentar prebrati, pa bom pošel naprej. Ušlo mi je. A vam kdaj uide misel? Čakaj, pravi Sabina, da smo tudi taki, ki smo ti pomagali, te podpirali in te še vedno, ker smo za sodelovanje in imamo zavedanje, kje smo in zakaj smo tukaj. V sodelovanju je moč, ki nas povzdigne nad individualnost v mir. Sabina, procent ljudi, ki je mene podpiral na poti avtentičnosti, se šteje v 0,001 nekaj mikronov, medtem ko se šteje v gigateravatih, se šteje energija, ki je bila porabljena za to, da se me ubije. Torej, to ne bi bil pokazatelj, da jaz ne bi prišel do konca prebujanja. Zato je bilo vloženo ogromno energije. Ne? Le redki ste, ki ste pri temu pomagali, medtem ko na dnevni bazi skušam vsakmu vlivati razumevanje, znanje, širino, pogled, da bi, bom rekel, izhod iz pizdarije, kjer smo lastne uvide delim in tako. Tudi to so stvari, ki jih sistem nikoli ne bo dal nekdo, ki je na stopni zavesti 300, pa tudi ne. Tako da zdaj razlagati, kdo sem, kaj sem, je brez veze, ker to itak pride na plano v pravem času, v pravi uri. In smo zato, da se dvignemo v svet miru in takega si predstavljam, in ne samo, da si ga predstavljam, tak svet nas čaka. Dejstvo pa je, da v tem momentu so se znajdali na točki nič vsi tisti, ki so nosili maske in ki so podpirali laž. To je zdaj občutek sramu, krivde, brezupa. In to je zdaj masovno, ljudje grejo čez te občutke. Ampak temu se da pomagati. Ampak ne takole na Freilauf, ne? Na Freilauf pa ne bo šlo, bo treba kaj na mizo prinesti, ne, prej. Bomo pomagali, mi imamo zdravila za to, zaradi tega, ker jaz sem bil v teh občutkih in sramote in nemoči in obupa, ampak jaz sem preživel, nisem se predal takrat, ne, nisem se takrat predal, nisem zapadel v konec, kot so ga pričakovali, celo prehitro so slavili, oni so že rekli, da sem riknil, pa nisem, jaz sem prišel čez. A jaz sem prišel čez, tisti, ki zdaj poslušate, ki morate nesti svojim šefom, a sem crknil ali ne, mi jim povejte, da sem prišel čez, da zdaj je pa res game over. Zdaj je pa res game over, zato ker energy je tisto, kar prenašam čez. Besede so skoraj odveč, tako kot pri lažnivcu so skoraj odveč. Marjana, praviš, da jaz na mnenje ne dam več, nič. Bravo, končno, to je to.
Kaj si, ko mislijo, boli me kurac? Če bi jaz verjel njim, pol bi bil jaz in narkoman in zadet in loser in na Britov bi že ležal, če bi jaz njim verjel. Pa jim ne, zaradi tega, ker so lažnivci. In ti lažnivci bodo zdaj zasmehovani. Zakaj? Zaradi tega, ker so vidni. Lahko lažejo stari pocerkanci, da sem jaz loser. Ne vem, lahko, ne vem, meni zvenijo debilno. Men, pa še komu. In tako se dogaja, ne v Cerknici, pa v Ljubljani, pa v Sloveniji. Globalno, narcistični kolaps, pa veste, kaj je to? Pa se vi zavedate tega, a to se zdaj 3 tle zavedamo, ostali pa dobro jutro, pa slušamo. Jaz pa vas ne zastopam, uopšte ne. Ampak okej, tudi to je pokazatelj, veste, nereakcija je zelo velik odgovor. Ne bilo pomote, čakaj, imamo, you can also commit injustice. Evo, to je za vse, ki špegate pa čakate, kaj bo. You can also commit injustice by doing nothing. Ne? Torej, kriv si nepravičnosti zato, ker si bil tih. Nisi opozoril pred narcizmom, torej si kaj? Kaj? Nisi opozoril pred tem, da prihajajo Turki? In kaj, zdaj ti damo pa nagrado, plaketo. Bravo! Ja, mislim, občina Cerknica jih potala kar nekaj. Zato, če pridno maske nosiš, dobiš plaketo. V Cerknici imamo častni član, pa še 2 sta dobila občinsko priznanje, ker ful jim dobro grejo maske. Maškarada, pusta do avgusta. Ne, pusta nič več, pust je samo 2 dni, se bomo spomnili, kako je bilo včasih, ko so ljudje maske nosili, pa game over. Od zdaj naprej brez maske. Praviš, Marjana, da poslušaš samo še svoje mnenje in poslušam svoje srce. Ja, o sebi moraš imeti mnenje, lepo mnenje imam jaz o sebi. Ne pa tacga, kako oni rišejo. Kaj me boli kurac, kaj sem jaz v njihovih očeh? Jaz vem, kaj sem njim dal, pa kako so oni to dojeli pa videli. Jaz nimam okrog tega slabe vesti. Ne, jaz nimam slabe vesti, da sem komu pritisk naredil. Res ne. Se verjamem, da sem ga, ampak ne nalašč. Eni ljudje pa to na dnevni bazi iščejo, kako bodo koga spravili v težko situacijo, v nelagodje. Ne? Eni se s tem prav borijo. Eni od tega živijo. Ampak, kot vidimo, jim gre bolj drek. Zaradi tega, ker Flying Monkey so tudi pogruntali, da narcis je eno govno, ni vreden nič in so se Flying Monkey zavedali, da so igrali igro in da so v bistvu govorili proti ljudem, recimo proti meni, zaradi tega, ker so poslušali unga. Kak spa ti naiven, Mramor, ti spa res naiven. Po čem bi sva pa mi 2 brata? Po tvojem delovanju že ne, tako da si to lahko kar z glave zbiješ. Milč, dobro jutro in na deževno in hladno jutro. Sabina pa praviš, da sistem nas je učil razdvajanja, mi moramo to ozavestiti in se naučiti sodelovanja za višje dobro vseh. Tako je, ne moramo pa, tako je, sodelovanje, drži, ne pa tako, a veš, a mora kar prav, kar priti k meni v dvoboj, pa boš videl, pa te bom, mislim, da fakt, stari. Dej povej nam kaj, kako si preživel svoje stanje, kako si postal močen, da si preživel te napade, ki so se ti dogajali. To je catch, to je, ne pa da masakriraš ljudi, stari. Ne? A veš, v najviše dobro za vse. Ne pa jaz sem. Ja, jaz vem, kaj pol naprej gre, pa ne bom, ker ni to point. Ideja je, da dvignemo vse, ne pa da ene zbombaš do podna, misleč, da pol pa si. To je reptilski mind, ima občutek, da mora nekoga pohoditi, da to pol pomeni, da jaz sem hud. In to ni duša do duše želi sodelovanje. Ne, amor, tvoja zgodba se je končala, pravzaprav. Ne, zdaj kar pel. Ne, jaz sem rešil sebe, amor, ti pa ne rabiš drugih potapljati. Aj prav, to, kar počneš, potapljaš ljudi. Aj prav, in to si zabil glavo in to vemo vsi in če hodaš sem se učiti pa vohljati pa kopirati, kar pejt. Ni panike. Jaz se od tebe nimam kaj drugega navaditi, kot samo potrdil si mi to, kar jaz tle učim. Torej, narcizem, Flying Monkey, gluma, naduvanost, vse to je pri tebi v bistvu vzorec. Ne? To je vzorec. Ne? Jaz tebe ne kopiram. Ne, jaz tebe ne kopiram. To je dejstvo.
Sicer smo pa slišali moje besede skozi tvoje usta. Evo, zdaj pa smo že na osebnem obtoževanju, to je res tako, pomilovanje, in zdaj, če bi jaz recimo na te besede padel, ne, amor, potem bi ti že kao zmagal, ne. Sam to nisi ti preletel, to bi se ti lahko naučil že pred časom, da v bistvu mene se zaguncati ne da, ker taki, ki lažejo, želijo prizadeti, tako kot praviš, Marjana, krivično obsojanje, krivo nabijanje in še vedno skušajo to narediti. Veš, riba, ki bi pa ne more, to je skuša, amor, to zdaj, kas na morju, je to zate the best tematika. Skušajo in kar ne, kar skušaj, kar gasa, ker je vse super, pač vsak bo mogel odpeljati svojo kariolo od reka, ki jo je nakuhal, ne, zdaj jaz svojo sem spelal, zdaj jaz sem prišel čez, kariola je odložena, zdaj marsikdo je pa šele zagledal, koliko tega govna je nakuhal tekom in bumerang dela v eno in v drugo smer, tako, ker pri meni preletu bo preletu pri vsakmu, to je brez pike dvoma, tako da meni nekdo reče, ubogi Matejček več pove o tistemu, ki je to rekel, kot o meni. Ne? Ker mislim, da Marjana dobro ve, kdo sem, Sabina tudi. Če pa si mister Amor, mislim, da boš zdaj s temi besedami mene na glavo obrnil. Je pa to prežvečena igra, otroška igra mulcev za 3. razred. Ti pa ne veš, kdo je moj očica, bože, ti si ubogi. Worldmaster, praviš, ali je možno, da tisti, ki so bili v Jugoslaviji v vojni in so tukaj in doživljam od njih laži. Worldmaster. Še enkrat. Ali je možno, da tisti, ki so bili v Jugoslaviji v vojni in so tukaj in doživljam od njih laži? Jaz bom počakal, če si boš dokončal še kaj, sicer do tukaj ne razumem. Dvoumje. To je dvoumje. Vem, da nisem edini, ki ne razumem. Sabina, praviš, naučiti se moramo, da ne rabimo biti drugmu sovražni. Absolutno! Sam to izhaja iznotar. Bolj, ko sebe ljubiš, bolj lahko ljubezen daš naprej. Bolj, ko si sam sebe z lažjo odpeljal stran od sebe, bolj v bistvu sovražiš sam sebe in iz tega naslova ne moreš niti dajati ljubezni naprej, če jo sam nimaš. In to je ta nori svet. Zdaj, nek Amor se ne more naučiti biti prijazen, ker ni, on je samo meren, znotraj mernosti je pa ves čas pikanje, kamorkoli se obrne, samo išče pikanje, išče žrtve po spletu, da jih bo pikal, in to se tako ne dela. Ni ideja uničevati življenje, ideja je življenje ozavestiti, pa v isti sapi izpostaviti, kaj je tisto, od česar se moramo posloviti, in to je ego. Ego je tisto, od česar se moramo posloviti, ker zgolj ego je sposoben za to, da sam sebe dvigne v neko dominanco, je sposoben nekoga prizadeti na najbolj nizkih udarcih. In to je tisto, kar je v tej družbi prepleteno tisočletja, in od tega se moramo losati in tega se glumiti ne da. Dolgo se je dal glumiti, ta nek duhovni ego, ampak to je zgolj duhovna matrica, naslednje ujetništvo iznad tega debilanskega ujetništva, in eno in drugo je treba prerastati. Ni simpel, ampak ni nemogoče. In da ne bi prišli mi do konca, se zavedajte, new level, new devil. Torej, ko zapuščaš ego in prihajaš bližje k dušnemu razmišljanju, dojemanju, razumevanju, oddajanju, sprejemanju, to so nivoji, in na vsakem nivoju je stražar demonski, new level, new devil, stražar demonski. Vse to so testi, ali si zaslužiš držati this divine energy, ali pač ne. Ali si nosilec, ti lahko damo dovoljenje, da boš nosil to energijo ali ne. Ker ta energija je tukaj zato, da zdravi in da ubije. Kaj bo z njo naredil? Zelo precizno je treba špricati, da se ego ubije, človeka pa ne. Da se v človeku vidi, duša je to,
To je pa ego, trsk, duša pa moj. In to je tista umetnost, ki se jo more zdaj naučiti čim več ljudi, torej postati zdravilci, v osnovi prepoznati, kaj je jedro človeka. Saj jaz vem, da amor deluje, kakor deluje, zaradi tega, ker je znotraj ranjen otrok, tako kot vsak narcis in vsak ego pokriva ranjenost. Meni je to jasno, sam to ne moreš se iti tako, dokler ne pride pač glih drekent pa reči, da sem jaz ubogi Matejček, brez vsega, ne. Jaz vem, da je ranjen on notar, jaz sem te rane zlizal, stari, in ni simpel, in sem kozlov in bruhov in srov in švicev in bil na robu, da sem te stvari prečikal, ampak danes tam ni več rana, vidi se brazgotina in ponosen sem na to, da je to brazgotina, ne pa rana. Ne? V tem kontekstu bi želel, da bi vsak zlizal te rane in da se jih. Ne? Tako World Master praviš, da so bili, zdaj pa so premožni kot ostali in imajo moč, da nas izpodbijajo. Ne vsi. World Master, veš kaj, zdaj v tem svetu je vse narobe. Bolj mene, recimo, 1000-krat je že rečeno, daj poglej ti vase. Cel svet je oder. Shakespeare ni rekel, pol sveta je oder. Cel svet je oder, je rekel Shakespeare. In daj se probi tudi sam povprašati, ali ti si rešil svojimi ranami, svojimi strahovi in ali si avtentičen v vsakem koraku dneva. V Jugoslaviji, v vojni je bilo tako, včeraj je bilo von der Leyenova tako. A veste, da je čakaj, kako že? Evropska unija je rekla, da ne bo več financirala Ukrajine. To jaz mislim, da je priletel ven. Obama je prvi predsednik v Ameriki, ki je obsojen izdaje in obtožnice čist divje. Če se komu to ne zdijo veliki dogodki, pol jaz ne vem. Kolaps narcizma, če to ni velik dogodek. Kaj pa, ljudje iščejo resnico, World Master, ti si pa še vedno v jugoslovanski vojski. Bo treba iti stopiti pogledati, what the fuck is going on right now. Zdajle je ljudem fucking bedno, pa so bili do včeraj fejst brihtni. Ne? To je tist, kar je point, da ga znamo pogledati. Da vidimo, da se ne ukvarjamo mi z unimi z juga, danes nam pa amor pizda, tle pride zbijati moralo, pa etiko, pa ne vem kaj. Ne? Da mi prepoznamo amorja, poglej ga, to je vojak, ne? To je moj sovražnik, ne? Ki v bistvu pride jebat, ne? Ni moj sovražnik, ne von der Leyenova, ne Janša, to so drekači momentalni, ne? Ki se dogajajo v vsakem trenutku dneva. Ne? In pravi Sabina, vsi smo tukaj, lepše nam bo, če stojimo skupaj in si pomagamo, to moramo spoznati. Sej pomoč je bila od nekdaj, Satan je pomagal, kak kurba, stari. Satan je tudi pomočnik, kas to mater, ne. A veš, to je, pomagam ti tu, boš imel malo jahtico, pa sam moraš uno narediti. Tako da te pomoči so ful relativne, se strinjam, jaz sem tudi pričakoval, da bomo pomočniki drug drugmu na vseh možnih nivojih, pa se izkaže, da v bistvu, da vsak je sam, ko vstane sam. I'm so lonely. Ogromen je o tem, kako v bistvu resnično človek gre samostojno in sam skozi tisto šivankino uho ne moreš peljati nikogar razen sebe. A ne? In ko pa si na drugi strani, pa lahko suportiraš vsakega, ki mora skozi svoje šivankino uho. In ta... Doskrat se je v tem svetu narcizma upal na šlepanje, empati smo šlepali, en kup svinarije. In ko enkrat rečeš, jaz pa grem skozi šivankino uho, takrat pa marelo zaščita nebeška odpade. Ne? In to je tisti odcep in razcep, ko se moraš odcepiti od vsega znanega, kar ego misli, da je prav. Ne? In na tej fazi smo, ljudje bodo težko dali od sebe stvari. Mnogi se ne bodo uspeli posloviti od ega, mnogi ne. Ja, in ideja o lepem svetu je, ja, da si pomagamo, vendar mora biti namera od zadaj tudi fejst jasna in ta namera je o čem skrita, duši pa ne. In zaradi tega se je ta sistem tako trudil, da se mi ne bi prebudili do konca v dušni pogled, torej ta, bomo rekel, energetski pogled,
v ljudi, ko začutiš in prostor, ljudi, namero, situacijo, začutiš te stvari in to je point. Prebuditve v peto dimenzijo. Peta dimenzija je toliko huda, da v bistvu sploh ne vem, če bi jo bilo sploh še smiselno razlagati. Jaz sem se včeraj toliko režal, k 100 mater. Res sem se režal. Kam sem sploh? Ja, sploh nočem, včeraj sem si napisal, sploh nočem, da se zbudijo, ker je toliko dobra, zabavna rata lamenta igra. Res, ker recimo pride nekdo pa reče dobro jutro, brat. V bistvu je pa lažnivc. Bučko, stari, nismo videli otroški vrtec. Mislim ti, ja, jaz ne. Ti brat, ne. Ubogi si, Matejčuk, ne. Veš, to je zame zdaj postalo otročje, absurdno, idiotsko, kretanoidno in jutro bo še bolj. Ne? Zdaj, kdor bi rad to videl, dobrodošel na izobraževanje, ostali pa morate pač gledati to govno. Ne, pa jaz sem za to, da se ljudje zbudite, absolutno, da pridete v to, v ta dojemanje sveta. Včeraj smo imeli dva aspekta. Veste, božji pogled skozi oko očeta, skozi oko stvarnika, kako Bog vidi ta svet. In če smo mi vsi eno, smo del Boga, Bog je v nas, torej mi vidimo skozi oči Boga. Torej, ja, v teoriji je bilo vse sort, ne? Kako je pa v praksi? No, to je to. Kako je pa v praksi? Jaz vam želim, da vi to vidite. Jaz bi ful želel, da imate kakšen več aspekt, kot tistega, ki je televizija povedala, ker oni hočejo, da imate samo ta aspekt. Oziroma, da imate aspekt, da je Golob dober za Slovenijo. Ali pa da je Janša dober, se vseeno. Bog to vidi malo drugače. Obstaja še ena sfera. Ne? Tudi Janša vidi eno sfero, ki jo nam ni povedal. Tudi mediji vidijo nekaj, kar nam niso povedali. Drži. Ampak to ni pogled od Boga, ampak je pogled od prevaranta. Ej, hvala lepa za... Joj, kaj ste vi meni natresali na darove? Hvala lepa vsem za pomoč. Tudi tistim, ki ste najdeli eno rožico, torej 0, koliko je to? 1 cent je? Ena rožica je 1 cent. No ja, sej, v tem svetu je lažnivc vreden 100 evrov, resnica pa 1 cent, ne. Ampak okej, ne delam tega zaradi denarja, zaradi tega, ker bi vam želel pomagati. Če bi hotel delati zaradi denarja, pol bi fabrike kradil, pa folku lagal, pa to... Sem se odločil, da ne bom, sem se odločil, da bom ostal zvest sebi, da pridem po poti zvest. Tako da, Robert, hvala lepa in Marjana in Sabina, hvala lepa. Unih izpod 10 pa ne bom omenil, pa kljub vsemu, hvala lepa. Z veseljem bi stopila skupaj prav z vsemi, pa eni še vedno hočejo biti nad drugimi. Marjana, ne želi si nikomur pridružiti, postani tako huda, da se bodo drugi želeli tebi pridružiti, ampak ti boš tista, ki boš rekla yes, no, zaradi tega, ker jih bo tvoja energija prepoznala nemudoma, brez da rečejo eno samo besedo. Boš videla, ali je kesanje iskreno, pristno ali igrano. Boš videla, ali je beseda dobro jutro, brat, iskrena ali je lažniva, brez pike dvoma. Torej, ne trudi se pripadati nikomur. Moja Lucy se ne pretvarja, da bi bila komu všeč, jaz pa tudi ne. Taka, ki sva, marsikomu pač nisva všeč po egu, absolutno, čeprav ljudje znotraj sebe vedo, da nekaj slišijo, da jim je paše, da jim je domače, ampak ego pa to toliko skeli, da v bistvu se še amor poslovi pol na koncu, ne more več strajati. Ampak nikamor ne rind, ne išči nikogar, sveti in vibriraj in pravo pleme te bo našlo. Kdor bo seveda to hotel, a ne? Ja, Sabina, lepo spodbujaš, dajmo deliti povezavo in začnimo sodelovati, iščemo rešitve, veliko več bomo imeli od tega zagotovo. Ja, to bi bilo smiselno, Sabina, v svetu avtentičnosti, pristnosti, človečnosti bi to bilo logično, v svetu prevare, mask, iluzije je pa to utopično, tako da jaz sem sploh nehal se ukvarjati s tem, ali me bo videlo 5 ljudi ali 500, vseeno mi je, včeraj smo imeli krasno oddajo, žal pa je ne morem naložiti na YouTube, ker je noter avtorska glasba in kot da ne bi smel svet videti resnice. Ja, verjetno zaradi tega, ker ni point, da se jo sliši, point je, da se jo začuti in verjetno bo treba narediti eno srečanje tistih, ki bi želeli se
fizično srečati, ker to je zdaj pa resnično vezano na občutenje, ne zgolj na slišanje, vedenje, branje in tako. Ta svet je treba doživeti, ne pa se ga naučiti prebrati in doživeti lepote sveta, to ni zgolj to, da vidiš lepoto sonca in tako, ampak doživeti energijo narave, ljudi, situacij in energija prebujenega človeka je prečudovita. Taka je bila Jesusova energija. Je pa res, da ta energija je za ego tako boleča, da se je v tistem času, ko je Jezus živel, kompletna vladavina, cerkev in vse mesto preko laži zarotilo proti njemu in so uspeli ljudi preko smer kampejna prepričati, da je Jezus Baraba, ker je bil grožnja sistemu in ljudem, ki so sistem podpirali. Torej, egu je bila energija Jezusova enostavno premočna. Zaradi tega so se ga znebili. Zaradi tega so vsakega prebujajočega se prepoznali in ga načrtno eliminirali. Taka je moja zgodba v Cerknici, taka je moja zgodba 3-letnega oddajanja v Sloveniji. Imeli smo 16 piknikov, 1000 ljudi je šlo čez mene, mimo mene, okrog mene, mislim, smo bili v stiku. Danes nas je vse skupnač, tako da vse to pokaže, da ljudje niso bili pripravljeni iti do konca. Predali so se pred koncem. Niso se odločili iti čez, kot je eden danes rekel, zaradi tega, ker v eni pasaži je treba iti pogledati samega sebe tam, kjer boli, kjer resnično boli, ne fake pokrito, ampak resnično boli in verjamem, da v tej točki marsikdo popusti. Ampak večkrat smo rekli, umrtje ega ni umrtje fizičnega telesa, umrtje ega je pravzaprav... Mislim, po umrtju ega pride resurrection, torej ponovno rojstvo v svoj pravi jaz, v dušni jaz, v to, kaj si, ko višji jaz dirigira, ne tvoj ego, ko tvoj višji jaz narekuje tempo dneva, smernice in korake dneva. Ta globina vpogleda ti da vedeti, da od mojega dneva nič je stvarnik mene vodil, ali so bili angeli, ali je Bog, ali ne vem kaj, ampak kompletna pot do tega trenutka zdaj je vodena, usmerjena, tudi vsaka izdaja je bila usmerjena, zaradi tega sem jih doživel toliko, da jih lahko ščikam. Vse to je bilo z namenom in enako je pri vas vseh. Tudi za tiste, ki so na strani Satana, torej so se Bogu odpovedali, tudi njih Bog še vedno vabi, a ne? In oni so pač se odločili, da ne bodo sprejeli te poti resničnosti. Ampak, dragi moji, samo 1/3 planeta ima možnost, kapaciteto, sposobnost se sploh prebuditi. 1/3 ima kapaciteto. Koliko se jih pa je prebudil, je pa zdaj pa so pa drugi promili, a ne? Sekundico. Med komentarje grem, tako je Sabina rekla, da imamo malo podeliti, super, mi moramo biti složni in smo lahko komu vzgled in smo miroljubna bitja, sočutna, iskrena, dobronamerna, zverina želijo spremeniti v nekaj, kar nismo. Oni želijo v bistvu preprečiti, da bi mi spoznali, kdo smo, da bi mi dosegli naš višji jaz, ki izhaja, s katerim komuniciramo prek duše. Ne prek ega. Naš višji jaz je dostopen človeškemu telesu prek duše in preko duše, ne prek uma. Jaz in moj višji jaz, pa ko se pogovarjava, ni to tako. Zaupanje, da tvoj višji jaz pele stvari tako, kot jih mora. Da jaz že vse vem. Ne, jaz sem samo tisto, kar sem vedel za pustil, torej egu sem se popolnoma odpovedal in jo ni stvari, ki bi mene lahko spravila v nižji način delovanja, odzivanja na svet iz naslova ega. In to je bil tudi test, to so bili moji testi v življenju. Ali boš reagiral iz naslova ega, ali tako, kot more reagirati oziroma se odzvati zdrava zavest. Bog je zavest, Bog je energy. In ta energy je lep, on ni destruktiven. Torej, ne moreš reči, jaz sem pa duhoven, v isti sabi pa nekomu, ki ni nič kriv, jebat mater. Ne? Nikoga prezadet.
Samo prizadet človek lahko prizadene nekoga iz svoje lastne prizadetosti. Ne iz povezave z višjim jazom, ker višji jaz želi zdraviti, Jezus je želel zdraviti. On ni nobenega poškodoval. On je samo mize obrnil. Koliko so mize zdaj obrnjene? Narcisoidni kolaps celega sveta, veste kaj je to? Ne to, da bo zdaj Janša padel, pa ne vem kva. Pa to padajo združbice v vaši neposrednji okolici, tisti, ki so o vas govorili klevete, vse najslabše. Lastni flying monkey, ki so zabite kajle, so skontali, da je njihov narcis idiot. A žrtve pa niso to še skontali, ali kaj? Ja, in kot pravi Sabina, gre za višji cilj, ki ga lahko dosežemo skupaj. V miru, ki ga nosimo in radiramo, je ključ do svobode. Še enkrat, vsak je sam, ko vstane sam, in ko vstaneš sam, takrat postaneš oddajnik te svetlobe. Pomoč pri tem je... Težke so te stvari. Dejansko, Sabina, ti me zelo dobro poznaš, veš, kako zelo sem radikalen, kako zelo je potrebno zakorakati in iti v stvari in tam greš sam. Dejstvo pa je, da v bistvu bi lahko ta svet, nima to veze. Hvala vsem za vse, stari. Tako, ljudje bomo stopili skupaj, ampak dokler se tlele nas 6 zaveda, kako hud strup je narcizem, do takrat bomo težko karkoli. Če je nekdo, a veste, kako je bilo včeraj na cerkniški občini, nekdo je napisal pozor, na tem in tem naselju se je pojavil kombi z zagrebškimi tablicami in skoraj ugrabil deklico, rešil jo je dedek. 4 komentarje so bili, ja, to zihar ni resnično. Halo, Turki prihajajo, gori Kres. Govorim 500 let nazaj. In ljudje v vasi se sprašujejo, ja, kaj je unija spet neko ajgen zakuril. A vi štekate, da 500 let nazaj so ljudje razumeli alarm. Alo, nevarnost je. Danes pa se užge alarm in ljudje rečejo, ja, ki ga je užgal, je prefuknen. Pač ti teoretiki zarote, pač ti neumni Turšiči, kar nekaj opozarjajo, da korona, da cepljenje je nevarno. Ne? Jaz sem že šel cepet, se je dohtar tako rekel, je svetoval, dohtar bo pa ja vejdu, se je v šulo hodil. Jaz sem pa za bitke kamen, Turšič je pa še balki, je nekaj, kakor skavča študira. Halo, dragi moji ljudje, nevarnosti, a se lahko pizda obrnete pažnjo? Halo, narcis te bo ubal? Kdo je danes rekel, da imamo dober narcizem? Pa narcis te bo frderbal, če se ne boš ti pazil, stari, to so morilci, duha, duše, to te frderba. Je to tudi ti neki pretiravaš, Turšič. Mislim, the fuck, kam smo mi to pršali, a? Ampak dober, prav bomo pa rabili še, bodo pa te zaspani rabili še njih 40 let, ker Trump jim ne more dopovedati, jaz jim ne morem dopovedati, Jesus jim ni mogel dopovedati, pa nič ne, polni pa pretegne iz neba. Bože, pa vendar, nikogar ne moramo zbuditi, praviš Marjana, če sam nima želje potem. Ja, oziroma nuje, ne? Ko bodo spoznali, kaj so počeli, spoznanje. Jaz mislim, da bo največji prelom tega človeštva spoznanje ljudi, da so delovali za napačne. Torej, da bomo rekli zdaj von der Leyenova. Von der Leyenova je Satan v Evropi. V Ameriki pa Barack Obama. In Satan v človeški podobi, kjer mu je ideja oboroževanje, bitka, eliminiranje, pobijanje kraja, brez nacionalnosti, brez človečnosti, Evropska unija je pač nekaj, kar nima narodnosti, kar nima lastnih prebivalcev in nima lastne vojske. NATO si je zamislila. Ampak von der Leyenova je Satan na 2 nogah v človeški podobi. Pika. Zdaj, kdor se že s tem ne strinja, lahko nemudoma reče, Turšič je prefuknen in beži ven. In če pride nekdo iz Slovenije in reče, von der Leyenova, I fuck you, ne? Mislim, da se nekdo klanja hudiču, je verjetno iste ptice skapletijo.
In to je predsednik stranke SDS, bivši naš tudi vojaški strokovnjak za korupcijo in za izgubljene maske in za svašta in za masakriranje med korono in tako naprej. Mi moramo dojeti, stari, da ta dva sta frenda. In zdaj. Stranka, mi smo stranka, vi ste stranka, ampak vi morate v stranki pogruntati, da vaš šef je pizda prijatelj s hudičem evropskega formata. A vi pa kaj? Ne pa se je fejst. Ja, vsak hudič je fejst. Zgleda super. Na ven je vse fajn, ampak njegova namera ni fajn. In zdaj, kdor temu sledi, kaj se bomo mi zmenili? Naprej. Ne bom šel od tle naprej več, ker ni treba. Demon Creation, slovenska Demon Creation stranka. Njen šef te stranke se poklanja evropskemu hudiču von der Leyenovoj. Uršula, čarovnica iz Slivnice. Zoprnica. Jaz ne vem, te stvari ni težko skup povezati. Sam, če jih pa nočeš. Ampak zakaj jih nočeš? Je zaradi tega, ker si del igrice. Saj ne bo noben SDS-ovc rekel, da je šef njihov pa problematičen. Mislim, nisem, če dokler se klanja evropskemu hudiču, zame ni kompetenten in bež, da te ne vidim. Tam, kjer sediš, beži. Tako je moje razmišljanje. A mu to lahko rečem? Ne. A imam lahko tako mnenje? Ja. On meni ni nič dobrega naredil v življenju, tako da jaz pa njemu nič slabega. In kaj? Lahko govorimo drug čez drugega, ne? Je kar nekaj članov SDS-a, ki je v Cerknici čez mene povedalo svašta. In imena jim vem. In to so oni v svoji stranki zelo hitro razbeblačili. I know that. Jaz sem to uočil, zaradi tega, ker zvestemu poklicnemu poslušalcu, audio inženirju, zlepa ne uidejo stvari. Zlepa ne. In tako kot se rekla Marjana, nikogar ne moramo zbuditi, dokler ne bodo sami prepoznali, da so služili samemu hudiču in v isti sapi lagali o Turšiču, ki je tem ljudem želel odpreti oči. Ker je sam hudič njih našuntov, da morajo čez mene govoriti grdo. To spoznanje, bridko spoznanje, bo moment, ko bodo pristali na tleh v občutkih sramu, gnusa do samega sebe in do tega, katerega so poslušali in mu sledili, da so delali stvari nemoralne, neetične, neustavne in proti vsem zakonom Boga. Božji zakoni, božje zapovedi, zakoni narave. Škodovali so človeku, če se oni sami smatrajo za ljudi, pa jaz nisem človek ali pa obratno. Ne? Avtentičnost, praviš Sabina, človeškega bitja je čistost, ne zaraženost z iluzijo percepcije, ki dela zgolj škodo. Tako, avtentičnost je avtentičnost, ta je tista, ki šteje, maska pač ni maska, pika, to, bolj simpel povedano. Domen, živijo, praviš, dobro jutro Matej, Marjana pa dodajaš, da tako je, komor paše moja energija, naj se mi pridruži, drugi pa naj se družijo drugje. In to je ločitev zemlje. Jaz se z nizko energijo ne bom ukvarjal, jaz se z lažnimi maskami ne bom ukvarjal, ljubim vse ljudi v njihov kor, v jedro, v dušo, in to je tisto, kar sem zmasteriziral, ljubim vse ljudi, ne da sovražim maske, do mask, do iluzije, do gaslightinga, do manipulacije, do vsega tega pa imam ničelno toleranco. In zato sem pripravljen stegniti gobec in urezati točno po egu, nikoli po duši. Ker vem, kaj je duši dobro in kaj je egu slabo. Razumem to, še celo tako bomo rekli, tisto, kar je strupeno, tisto, kar je egu strupeno, je dobro za dušo in tisto, kar je za ego dobro, je za dušo slabo. Ne? Torej, pravila in to duši niso ok. Vsi pravilniki so stvar ega. To smeš, to ne smeš, ovo. Koliko ljudi
sem v življenju, ja, moraš biti vegan, pa moraš hoditi v cerkev, pa ne smeš kaditi, pa ne smeš piti, pa pol pa boš duhoven. In stari, ata je rekel, bodi avtentičen. Ni rekel, da bod nadrkan, pa jebat ljudi s svojo prehrano. Jej kar češ, sem bod človek. Lahko greš tudi v cerkev, lahko, sem to še ne pomeni, da če greš v cerkev, da ti pol pa lahko klevetaš o nekomu, laži. In to je cerkev rodila te stvari. Največje klevete so bile činče marinče pred cerkvijo, pa v cerkvi. In to se je naredilo toliko škode, da je za znort. Tako so uničili življenja poštenih in iskrenih ljudi. V cerkvu se mama, Marija, pomagaj mi. Zdaj bodo jim Marija pomagala, ker ne. Jezusova zgodba je ta prava, religija je na tega, to jaz mislim, da smo tudi že skontali. Ampak džabe te po cerkvu hoditi, če je tvoja namera od zadaj pokvarjena. Ne? Koliko ljudi krade, kot prasci, in v nedeljah pa vidiš pa prmaši, pa na kozlanje ti gre. Ne? Pustimo stati. World Master, jaz se moram jutri soočiti, ker moram podati opravičilo oseb, ki bi naj jo užalil. V Boščki zdaj so užaljeni vsi, ne? Ja. Jaz pa nisem užaljen, ker sem doživel 500 izdaj. Jaz pa ne smem biti užaljen. Ko jim jebem mater, stari. Kar ne bodo užaljeni. Koliko smo bili pa mi užaljeni. Dokler ni fizične poškodbe, ni kaj. Če so oni užaljeni, jaz sem bil tudi užaljen, moji stari so bili tudi užaljeni, ker smo si kaj rekli pa to. Ampak ko pa ženska reče, jaz se pa ne počutim varno, ker je moj mož agresiven, pa rečejo na sodišču, mi nimamo kaj. Dokler ni fizične poškodbe, nimamo kaj. Na to se zgovarja. Reč, fizične poškodbe ni, torej nimate dokaza. Če se pa on užaljen, pa boli me kurac. Čist tako na hitrico jih lahko spimpaš. Tako da jaz bi se tako polatil te stvari. Užaljeni so, pizda. Name je šel s kero pa z nožem, pa me pa parjavil, da je pa on užaljen, ki me je lovil, proklet pezde hodičev. Mislim, še dobra sodnica, vsaj to razveljavila, ampak poskusa umora pa ni videla. Pa dokazi vsi. Ampak ne boš z njimi, pač ta sistem ščiti narcizem in jim kar povej, dok ni fizične poškodbe, je on lahko 1000krat užaljen. Pa kaj? Pa naj se čustveno sestav, da ne bo užaljen. Ne, vzgleda čustveno nestabilen, da ga užali vsaka najmanjša stvar. Reč, da mu nisi nič hudega hotel, on se pa počuti užaljenega, stvar je šele. Ovire so nam nametane na vsakem koraku, praviš Sabina, da ne bi našli ključa in se človeštvo ne bi osvobodilo, ker se... zdaj pa je pa zmanjka, ker se lahko. Ja, ovire, da človek pri prebujanju ne bi prišel do konca. Prebujanje ni nekaj, kar se zgodi tako. Meni se to dogaja od leta 2008. Danes je pa leto 2025. Torej, koliko je to? 17-18 let. A sem prav seštev? 17 let. 17 let se meni dogaja prebujanje, da bi prišel do konca, ampak 17 let se jaz ukvarjam s poleni, ki letijo pod noge obtožbami in z vsem možnim, da ja, jaz do konca ne bi prišel, pa sem! Čez sem prišel. To je pa stvar, ki se na dan niti povedati, da se jo pa občutiti, nekdo bi rad občutil, naj pride malo bližje, pa bo občutil. Zdaj World Master, to zdaj si prišel nam težave razlagati. Mi se pogovarjamo o prebujanju, o prepoznavanju narcizma, o tem, da gremo do konca. Zdaj pa poslušamo tvoje probleme, kako ti služba, da mi se pogovarjamo o epohi, o razpadu Babilona, o kolapsu narcizma. Ti si nam prišel pa povedati, sem ti že dal na svet, ne bova šla naprej, niti pa tudi ne bom bral komentarjev, ker niso v kontekstu. Pogovarjamo se o bananah, ti si prišel pa z žabami, to je čist druga tematika. Sabina, praviš, ko smo na energetsko višjem nivoju od zla povezani, to je osvoboditev od zla. Ja, bolj, ko se dviguješ, bolj radikalnost je tudi zelo pomembna, ampak v tem sklopu, da prideš do konca, sicer sam postaješ čedalje močnejši, tudi napadi so vse močnejši, pa vendarle, če je tvoja smer k avtentičnosti, potem je vsaka skrb odveč. Ne? Ja, in je treba biti notranje močan, da to zaraženost strahom presežeš, le odločiti se je treba. Da nisi notranje močan, padeš. In oni so upali, da Matej ni toliko močan. Oni so naredili vse, da bi jaz notranje padel. Pa nisem.
in ker nisem padel, sem tukaj. Kaj pa pomeni, da sem jaz tukaj? To pomeni, da vidim njihove laži, njihove namere, njihove manipulacije v kompletu in to ne na nivoju papirnatih dokazov, ampak na nivoju energetskih dokazov. Sej, jaz se zaradi tega ne bom skrival. Ne bom se zaradi tega v nobenega spotikal. Ne bom se pa nobenemu umaknil. To pa ne. Imam vso pravico hoditi po svetu, tako kot so oni sami hodili po svetu in delali škodo na vse možne načine. Ja, pa še to, ne. Da jaz ne bi prišel do konca, so mnogi ljudje, so te demonske sile, narcistične povezave s Flying Monkey skrbele, da so ves čas špegale in zapisovale, kaj Turšič misli, kje ima šibko točko, kako ga bomo, kaj je rekel, in so zapisovali nekaj in oni so mene ful opazovali. Tudi zdaj v tem trenutku je verjetno vsaj 50 takih, ki zapisujejo stvari, pa pol na dark webu gre to naprej pa tako. Ampak ljudje so mene opazovali, ne, tako. Nikoli niso nič komentirali. En čas, ja, dobro jutro, dotle so prišli, malo pomahali, pa to, kakšnega vidnega napredka niso nikoli izkazali. Mogoče kakšnega smajlja so tudi dali. In oni so opazovali, in zdaj opazujejo, kaj Turšiču gre po glavi, kaj bo naslednji korak, s čem bo vam prišel in tako naprej. No in včeraj sem ugotovil, da so med tem opazovanjem reveži opazili samo eno stvar. Da v bistvu med tem, ko oni mene študirajo, sem v bistvu jaz ves čas opazoval njih. Seveda, saj sem vam rekel, opazujte ljudi, opazujte vzorc, opazujte obnašanje za besedami, opazujte, kaj slišite med tem, ko niste z očmi uperjeni in tako naprej. Opazujte vzorce, jaz to opazujem verjetno 10 let plus, zadnjih 5 let malo bolj, zadnje par mesecev pa norc, ne. In zdaj jaz te vzorce tako močno prepoznavam, da do zdaj mi ga še ni noben prikril in do zdaj se še nisem zmotil, so far not, tako da upam, včasih bi rad bil v zmoti, da bi bilo drugače, ker mi je intuicija rekla, pa se izkaže, da je bila intuicija, da je kar prav povedala. In ja, tako kot se reče Sabina, treba je biti notranje močan in v dobroto ter svetlobo, v sebi je treba verjeti z vso močjo volje in ta je tista, ki nas odreši vsega zla. Ja, hitro zapademo v temo, hitro zapademo v temačne ponudbe, ki jih Lucifer prinese, slava, uspeh in denar, in tle je padel mnogo ljudi v tisočletni zgodovini, vse sorco naredili, in tako, in zavedati se, da obstaja nekaj več, verjeti v to, da obstaja nekaj več, no to je pa nekaj, kjer se začne osamljena pot, ne, ker veš, da veš, ne veš, kaj veš, veš, da nekaj je, sem ne moreš čisto nič objasniti, dano ti je občutiti, da obstaja nekaj več. In če v to zgubiš vero, zlahka zapadeš na kriva pota. No, ali sem prej dokončal stavek? Torej, ljudje so mene opazovali in zdaj so opazili, da sem ves čas v bistvu opazoval jaz njih. Torej, hunters became hunted. O tem je rekel Q pred leti, zanj je to rekel Trump. Hitro se stvari obračajo in smo v res zelo hitrih časih in v tem trenutku, v teh dneh, v teh tednih in mesecih bo potrebna notranja stabilnost vsakega, ki je živ. Ker tisti, ki so se odpovedali življenju, zdaj njihovo stanje bo kaotično. Njihov kolaps ni enostavna stvar, ne? Zavedam se, pravi Sabina, da je treba svojo iskro nesti čez vse čeritu zemeljske iluzije do konca in tako se opravi zlom. Ja, treba je do konca, brez predaje. In Satan vsakega posebej skuša tudi ata in ti testi, čez katere gremo, sploh niso vezani na ljudi, ampak na Boga, in teste postavlja in ata in Satan, torej eno je kako se že temu reče, lušt, ne? No, kako se že v slovensko reče? Da te nekaj premami, no. Ušla mi je beseda. Skratka,
Ali veruješ v to svetlobo v sebi, ali si to vero zgubil, ali te je premamilo lušt. No, ne vem, ne najdem zdaj besede, ki je všla. Bizjak, živijo, kaj novega, kaj novega, prvas, si kaj na gruntov, Janez, ali tudi nimaš novega. Zavedati se moramo, da je naš razvoj da se naš razvoj ne konča s smrtjo, na tem svetu je važno, ali si naberaš darmo ali karmo. Ja, absolutno. Absolutno. Mislim, vsak zase ve, ali hoče biti pošten ali hoče glumiti. Ker kdor nima srca, pač igra vse, kar je srčno povezanega in s tem si zagotovo ne dela prave poti do svetlobe, ampak si koplje tisto jamo, ki pelje v temni del, torej kdor drugemu jamo koplje. Kako že pol naprej? Moram imeti teologijo študirati, da bo potem znanosti moglo biti zaupano, da kdor drugemu jamo koplje. Ne? To niso znanstveniki povedali. Ne verujejo tej znanosti, pa ljudje ne verujejo. Ne? Jaz ne verjamem znanosti, ampak verujem v tradicijo, tisto besedo, ki je veljala neki. Ne? Ja, ne spraviš, da nekaterim je potrebna prisilna disciplina, da najdejo svojo pot. Ja, ali pa karmo, ne? Saj ni panike. Vse je občutek sramote, je odlična stvar. To je Bog krasno sestavil. To, kar se pred nami odvija, dragi moji, je grande finale megalomanskega plana, ki ga je za nas izpeljal univerzum. Skušnjava, ne peli nas v skušnjavo, bravo Sabina, hvala lepa, da smo spomnili. Satan nas skuša s skušnjavo, tako je, skušnjava, tako je. Bi pa ne moreš, ne? Veste, kako se imenuje riba, ki bi pa ne more. Skuša. In skušnjava je tista stvar, ki jo Satan vedno ponudi, Ata tudi iz te skušnjave vidi, ali si, ali nisi. Ata, Bog, univerzum, želi, da ne padeš na skušnjavo, ampak da se držiš tistega, kar je prav. In ljudje so padli množično na skušnjavo, ker je bilo fino lagati zato, da zaščitiš nekoga, medtem ko padejo čin. Torej, mi smo morali delati tako, kot so nadrejeni rekli, ampak ni bilo to džabe. Kaj bi, misli, da bom jaz lagal za nekoga džabe, kriminalci ne delajo džabe, ne? Turšič dela džabe zaradi tega, ker ne laže, zato ker če bi hotel, da jaz denar ne bi delal tega, kar delam, je prav, da se zastopimo. Ampak zgodba resničnih ljudi ni tlakovana z zvezdami v štartu, ampak pride nagrada na koncu, ne? Ker mora biti testirana, tako kot se zagre. To so dojetja, dragi moji, mogoče vam zdaj zvenim jaz malo zmedeno, pa preskakujem sem in tja. Jaz bi vam sem rad povedal, da ko prideš čez, se zgodi nekaj takega, kar se v bistvu opisati ne da. In je zelo razumljivo vse, ko si čez. Dok si pa dol, pa ne razumeš, je pa kaotično. In tudi jaz sem se 30 let zgubljal med temi izjavami modrih, prebujenih, zvezdnih, jaz ne vem kakšnih ljudi. Ampak, ko dojameš, ko najdeš vzorc v temu, takrat je v bistvu pot ful hitrejša. Ne? Praviš, Marjana, da edina so pravila zate, ki jih zares upoštevaš, ki jih poznamo kot 11 božjih zapovedi. In jaz mislim, veš, Marjana, da tale 11. božja zapoved bo zdaj prišla ven v veliko veljavo. Zakaj? Ljudje so se pretvarjali, da ne vidijo ne kriminala, ne narcizma, nič nismo videli, da kdo laže, nič nismo videli genocid. In dejansko 11. božja zapoved je falila vseh 10, mrne? Ljudje se pravijo budalo. Ne da lažejo pa kradejo, to itak počnejo, ampak da se še na vrh delajo neumnega, do zdaj dobili pa 3. kazen. 3-krat prekršeno, da ne omenjam še ostalih 9 mest. Tako in je 10 božjih zapovedi nič drugega kot univerzalni zakoni napisani za tisti čas ljudem, ki so se delali fucking idiote, ki so pozabili, da pripadajo Bogu, ne Satanu, ne sistemu. Ne? 10 božjih zapovedi je samo v jeziku napisano tisto, kar je noter v morali, morala napisana z besedami. Ne? Nič ni to drugega, to zakonodaja pa ni napisana iz morale ven.
Zakonodaja pa napisana iz tega, da kako se da nekoga olupiti, čeprav zgleda, da je to pravilno. Tako, se mora Worldmaster zdaj boriti nekomu, ki je rekel, da je užaljen. Prokleti narcisi hudičevi stari, najprej te kolje psihera, drka, pol ga pa kresneš kaj po gobcu, je pa on užaljen, pizda materna, ne. Mislim, najprej so boki batina, pa ki ga pa dobiš, je pa pizda reveš. Mislim, sem te dve opciji me poznajo, odgovornost vmes, ki pa pride, to pa za njega ne obstaja in zato jo imenuje izdaja, prevara, pa žvižgaštvo. Mislim, pizda, če si me drkal v glavo stari 10 let, pizda me dejal, sprejel to odgovornost. Ne, si me pa izdal. Kaj sem te izdal, da si me drkal 10 let? Ja, tu je izdaja. Človek božji, drkal si me 10 let, stari, kaj zdaj? Valjda lahko na glas povem, ne, ka si prasec. To je narcizem, to je tako bolana stvar. To ego ima sliko o sebi in slika o sebi ne vsebuje odgovornost za psiheranje, za to, da bo prišlo do dominance. To je tisto. In ja, 10-11 božjih zapovedi je kar izhodišče, pa še to ne bilo treba, če človek ima moralo ima, kadar posluša dušo in ne ego. Pika. Kdor je zgubil dušo oziroma jo noče poslušati, ta pa bi vse zakone najdel, da bi se zvlekel ven. Se tudi en pregovor, kako je, če si iskren, rabiš samo moralo, čez pa prevarant, rabiš pa zakonodajo, da se ven zvlečeš. 1001 zakon, nek pregovor je tudi v tej smeri. Sabina, praviš, da moja namera je biti človek, kot si me je Bog zamislil in delovati v njegovi volji do konca in ves čas, 100%. To bi mogla biti namera vsakega izmed nas, pa vendarle mnogi ljudje so to obdržali v besedah, v nameri pa ne. To je žalostna zgodba tega sveta, ki bo mogel to resnico spoznati sam in tako kot so, to bodo zdaj javne osramotitve, ne? Zasmehovali so mene na osnovi laži, zdaj bom jaz zasmehoval tiste, ki uporabljajo laž. Mene so javno osramotili na osnovi laži, zdaj bodo sami javno osramočeni na osnovi resnice, ki prihaja, ki je neizogibna. Ker če so flying monkey, torej tisti, ki so pomagali z najbolj zaslepljeni verniki in narcisov, torej mi bi lahko rekli, da demokratična stranka, vsi člani demokratične stranke so v bistvu flying monkey od narcisa Janeza, tako, a se bo šlo, imamo, pizda, moram risati z barvicami, ali kako. Bodo oni počasi pogrundali, da v bistvu jih je on nategnil, ne. Pa ne govorim zdaj direktno Janšetu, ampak narcisov je v cerkenci, ne vem, zdaj sem zmislil 50 ali pa 500 in zraven ima vsak narcis vsaj 2 do 10 ali pa 20 flying monkeyjev. SDS stranka je bistveno večja, to so vse flying monkey. Ker če imeli pamet, ne bi bili tam, ne. Če imaš zdrav razum, ne moreš biti, ne moreš ti v bavc poslušati ta govor pa reči, s stricom je vse v redu, ker jaz sem tam bil, ker sem to videl, ker sem ozvočeval. Ja, in če so flying monkey pogruntali, da imajo opravka z lažnivcem, pol bi mogel sleherni zemljan to pogruntati, se strinjamo. Pa se ljudje še vedno delajo debila, še vedno delajo se neumnega. Prav, sam jaz ne bi bil rad zdaj na njihovem mestu. Ne. Mene so spravili, čez blato so spravili moje ime na osnovi laži. Točen narcisi s pomočjo svojih flying monkeyjev. Zdaj peljejo skozi blato svoje ime na osnovi resnice. Ker so se lagali desetletja. O meni se je lagalo desetletja, dragi moji. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj se oglašam na dnevni bazi, da imate vsaj možnost sami razsoditi pa reči, ali je Turšič res ubrisan, ali je ta človek res inteligenten. In pa nočem se hvaliti, ampak jaz sem vam dal na presojo. Nikoli nisem z besedami rekel. Imam druge besede, ki izkazujejo to. Ljudje se pravijo neumnega in reče, ne, Turšič je neumen. Ne, pa sploh nisem videl, kaj počne. Ne, nimam pojma. Sem slišal, da je neumen, narkoman, alkoholik, pa da ni nič od njega, to sem slišal, nisem pa preveril sam. In sploh ne vem, kaj dela. To so za lase privlečene laži, ki jih 3-letni otrok knuca, pa 4-letni, pa 7-letni, pa 50 pizdal ste pa me, da jaz svojo pamet imel. Toliko idiotsko bodo zgledali zdaj ljudje. In jaz sem temu rekel pogrom sramote.
pogrom gnusa o lastnemu sebi, ogabnega mnenja o samemu sebi. Ne verjamem, to ne bo. To ne bo hec. Moram vam poiskati eno stvar. Sekundico. Ok. Kaj se zgodi s Flying Monkey, ki so bili orodje v rokah manipulacije? Ko resnica pronica skozi tančico, takrat človeka, ki je deloval na strani teme, jih preplavi trojček nivoja zavesti. Sram, obžalovanje in gnus. Sram, ker so sodelovali v krivici, in obžalovanje, ker so zgrešili in v bistvu uničevali srčne ljudi. Gnus, ker zdaj vidijo, kako nizko so šli, da so pripadali v eno družbico, in to je za ego neznosno stanje. Zaradi tega se temu reče kolektivni kolaps narcizma, in zdaj se vsak znajde na razpotju. Ali pot transformacije, to bo prevzela manjšina, pride priznanje, kesanje, tiha prošnja po milosti, in tega ne naredijo z besedami. Nikoli ne bodo vam priznali z besedami, to je dejstvo, ampak z energijo. Ne? V tej fazi pa jim empati lahko pomagamo z resonanco srca. Torej, jaz imam zdravilo za te ljudi, ki so zdaj pogruntali, da so v kurcu. Morajo priti bližje, ne, s priznanjem. Druga pot, to bo pa večina vzela, tukaj pa pride do agresije, nove laži, samoprevare, v kontekstu jaz sem bil vsem zraven, jaz sem rekel tako, kot so rekli, ne, in iskanje nove žrtve. Ne. In tem ljudem se žal ne da pomagati. In bolj jim želiš pomagati, bolj srkaš njihov strupeni sok, njihov strupeni nektar, pa ni point, da srkamo njihov nektar, catch je, da srkamo nektar od ata. In da oni ne srkajo našega atovega nektarja, prav? Ker temu se reče oil, maziljenje, in dano ti je. In ta naš energy je precious, ker je od Boga. Zaradi tega je lep in zaradi tega se ga tema boji. In oni bi ga scuzali, oni bi ga ubili, ker ga sami nimajo. Torej, če vedo, da ne morejo tega doseči, jim je ideja ubiti. Ampak naša naloga je vzdrževati to. Torej, jasne meje so predpogoj, avtentičnost je drugi predpogoj. In treba je biti previden v svetu, ki bo nastavil novo masko. Ne bo. Jaz mislim, da tole ne bo čez glih res, ker ne bo možno se pred nikamor več skriti. Sabina, praviš, da pademo le takrat, ko skrenemo s poti, ki vodi ven iz te iluzije. Zato je ta svet poln skušnjav. Satan je nastavil teh skušnjav malo morje, zato da ja pademo. Ampak padeš prvič, padeš petič, padeš stotič, potem pa rečeš, ne bom več padel, in greš do konca. Medtem ko padajo polena, jih poberaš in jih ponucaš za grmado, na kateri zakuriš pustno masko. To sem naredil 2krat zaporedoma, pa ljudem ni kapnel, kaj jim sporočam. Da jih bom skuril, ne na grmadi, ne bom zakuril, to je njihovo vest, da jih bo peklo pod nogami. Ne? Sabina, kako sem pri nogah ga parkuril, presta. Delati se neumenga pomeni sodelovati v iluziji, kar ni dobro za nikogar. Ja, bodo že vedeli, ne? Bodo že vedeli, če je dobro se neumenga delati. Ne pogruntajo, jaz že vem, da to ni dobro. Sam, tudi Jezus ljudem ni mogel dopovedati, je rekel, kurc, pa ne vam resnica dopove do konca. Ne? It's detected, life can appear on your screen. Dobar, okej. Delati se neumenga, zakonodaja, praviš, Marjana, je napisana iz strani nekoga, ki se ima za Boga, namera pa je škodovanje. Ja, se strinjam. Zakonodaja je napisana zato, da je lažje lopovom zakonito krast. Ne? Noro, ko se iz višjega nivoja zavesti malo poglobiš v to zakonodajo, to je za kozlati. To res vidiš, da so lopovi sami sebi napisali zakonodajo, ustavo pa smo napisali ljudje, medtem ko smo predajali oblast. In naša naloga je prepoznati, kaj so naše ustavne pravice. V isti sapi pa bomo počasi začeli sprejemati višji red.
Mi ne rabimo nobenih pravnikov, nobenih župnikov, nobenega interpretatorja, dokler se držimo svojih lastnih višjih redov. Ne škoduj drugim. Če nočeš, da se tebi zgodi, potem ti to ne delaj. Torej ne moreš masakrirati ljudi, ker ti nočeš biti masakriran. A je to tako? Ne laži, ker nočeš, da se ti je zlagano. In kdor to dela, ni v božjem redu in naj spizdi izpred mojega obličja. Kdor ne zna funkcionirati po moralnem kompasu, naj spizdi. In to je cepitev zemlje. Jaz s temi ljudmi nimam nobene želje več biti. Glumci, glumasti, jaz s tem nočem nič imeti. Maškarada, DOO. Rojen sem v Cerknici, mesto pravljic, zdaj je pa to mesto demonskih satanističnih maškar. Kamorkoli se obrnem, je simbol satanizma, vsi nosijo rdeče čevlje in nosijo hudičeve maske. Ne bojim se tega na glas povedati, pa sem toleriral. Dosti tega. Proklet satanizem kurčev in v SDS-u in v pustnem društvu in v vseh gasilskih društvih. Pa niso gasilci, so the best, sem njihov šef, je pizda prodan. Gasilci sami po sebi so bili stvar vasi, od tam izhajajo. Niso kom izbrali za en avto. Danes pa gasilci pizda imajo tako opremo, od kje? Od koledarjev, od kje? Od nekje so plačani, pa kdor je plačan, dela neki džabe. Nisem rekel, da so ljudje. Gasilci izhajajo zaradi tega, ker so dobri, ker želijo pomagati, ampak njihovi šefi, pa nad šefi, pa unih v pisarnah sedijo, ker niso nikoli se dotaknili gasilske ročke. Uni so problem. Ne? To je vse pofukano do amena, ne? Ampak to je treba reči Bobu Bob. A čem se v zdravstvenem domu malo obrniti? A čem se malo na občino malo obrniti? Da imamo mesto Unec s 600 prebivalci. Kaj je že point vasi, da imamo vodo, trg, trgovino, mesarja, peka pa čevlarja. No, mesto Unec, vas Unec znotraj naše občine ni vredna, da bi imela eno samo jebeno trgovino in ni vredna, da bi imela več kot en lokal, ki je prestižnega formata. Pa če eno beznico, da greš na kavo pa na perne, ne da je per 3,5 evra, kot v Portorožu. Ne? Toliko o skrbi občinskega formata za prebivalce. Pa jaz nič ne rečem, ne more vsaka vas z 10 bajtami imeti vsega tega, ampak vas 600 prebivalci pa meni se zdi, da bi mogla imeti eno trgovino. In Mercator je zaprl, ja pa treba drugo trgovino narediti, ne? Pač dati neki marički možnost, da bo fucking kruh prodajala tem ljudem. Ja, se imajo v Cerknici, zdaj bomo imeli veliki interšpar. Unec pa Cerknica, to je 8 km razlike, nekdo nima avta, nekdo bi rad sam po kruh skočil, nimo zdaj do 6 hipermarketov. On rabi kruh, ne? Pač tako moramo gledati drug na drugega. A sem zaglajzal, ne bom. To so pač spoznanja, ki so čisto jasna. Ok, praviš Sabina, zakaj nas stalno spodbujajo v spore, zato da nikoli ne bi skupaj stopili in enostaven trik so ponudili. Res je, deli in vlada, ljudi je treba sprti med sabo, pa je in tako, ampak zdaj moramo mi pogruntati, kdo je tisti, ki nas deli med sabo. Mi moramo pogruntati, kaj je tisto, ki nas deli. In smo pogruntali, to je zavist, to je pohlep, to je skrivnost, to je denar. Ne? Denar, nekdo je podkupljen zato, da nekoga frderba, ne? To so take stvari. Jaz verjamem, da so v mojem primeru ljudje prejeli kar nekaj denarja, da bi mene eliminirali. Pač, to so skupinske kampanje. Mene ni napadel eden, mene so skupinsko želeli eliminirati. In to ni hec. To niso heci, jaz sem jih pogruntal, zato ker vidim iz nivoja energije, ne iz nivoja oči. In kaj zdaj? Zato so se pa borili, da ne prišel do konca. Tudi Britov je zame že poštiman. Veste, da je to tako hudo, stari. Sam bomo povedali to 6 stvari, ker zdaj pa že lahko. Eno leto nazaj nisem smel tako biti odprtega formata. Danes, pa v bistvu že vsi ležijo s tistimi maskami in lezejo dol. Zdaj pa že lahko, ker zdaj pa so nesposobni karkoli več narediti, ker vedo, da jim support pada. Sabina, dodajaš, ko ni v nas nobene želje škodovati komorkoli, odrešimo sebe in pomagamo vsakomu, ki je ob nas. In to je močno spoznanje, ki ga je lepo čutiti in je dokaz plemenitosti človeka. Ja, plemenitost je pomagati sočloveku, absolutno. Žal je ta sopomoč, včeraj sem bral, nekdo ima 400 evrov penzije,
sosedu, ki je slep, je šel nekaj pomagati, prišla inšpekcija, je dobil čuka kazni, zato ker je pomagal brez računa. Mislim, inšpektorja bi jaz lastnoročno na licu mesta bi ga z vilami prbal na steber. A se to sme? Ne. A se sme? Pizda prepovedati pomoč sočloveku, pizda, a se to sme? Kaj je to za nabolana sodraga, si je to zmislila? Pa inšpektorja ni sram sploh tega delati. Da sploh on tako službo opravlja. Kaj je s tabo debil, pizda, ti je materna, ti si za špago. Sorry, tako rečem, ampak zato, da bomo dojeli globino. Ali ga ne bi. Jaz fizično ne bi. Jaz zdaj hočem sam pripeljati to zavedanje, da v bistvu nam vlada sodraga. Pa ne nam Sloveniji zdaj, to je kompletno že ful časa. Jezusa so na križ nabili, zato ker ni nobenemu nič hudega naredil. Sodraga je pa skrb držala in rekla, pravilno je tako. To vse narobe. Tudi danes inšpektor pravi pravilno, zakon pravi, da ne smeš pomagati, 1000 evrov. Jebote zakon, kje imaš ti moralo, človek ne more, niti ne vidi, pizda nima keša, da bo plačal kogarkoli, pa sva si drugmu pomagala, zdaj boste pa vi, pizda dacar je prišel vmes. Sodraga, hudičeva. Dobar je, ne bo to tako, da bomo dojeli, saj bomo dojeli, vsak hip bo jasno. Moj moto življenja je bil, če ne moreš pomagati, pusti in vsaj ne škoduj. To bi mogel biti moto vsakega, Marjana, se strinjam, in mnogo ljudi raje škoduje na polno in se pretvarja, da pomaga, ker tudi pomoč se, ali pa škodovanje, oboje ima odzadaj namero. In pri nas je en star rek. Ko greš na bloke, ti dajo drek v roke, ko greš pa z blok, ti pa še to vzamejo iz rok. Doskrat je bilo tako, da je Marička prišla s kolačom na vrata, pa je rekla, poglej, kaj sem ti spekla, boš, no stop naprej, eno kavico, pa kurba tete s tistim kolačom nis bil frej cel popoldne, te požrla vso energijo, cajt volo in tudi približno nis naredil tistega, kaj si hotel. Tvoj dan je šel po njenih planih. Ne? In to je tisto, kar je v bistvu treba pri tej dobroti razumeti in ločiti, kaj je podkupnina in kaj je dobrota in kaj je pomoč in kaj je iz srca in kaj je z namero. To je pa tisto, kaj je pa potrebno razločevati. A ne? In ja, vsaj neškodovati bi mogla biti prva stvar, pa kaj, ko na energetskem nivoju vse pa čuti namera. To je pa tisto, kaj smo se že 14 dni nazaj pogovarjali, da prepoznati namero je precej bolj pomembno, kot prepoznati obliko ali velikost trepalnic, obrvi, riti, joške, ustnic in tako naprej. To prepoznavanje na ven, to nima nobene veze. Moj sodelavc, praviš, Sabina, je ata. Bog in poslušam le njegovo voljo, me vodi prav in to je tvoja obveznost 24/7. Ja, dušna smer, kaj poslušaš, ego ali dušo, to je vse, kar je. Tudi ata ni nobena avtoriteta, on je zavest in mi smo del te zavesti in ko jo začnemo prakticirati, ne, prihaja kot zavest, prihaja kot impuls, če dalje več časa in ko prideš čez mejo, je to v bistvu osnova. Rodili smo se v osnovi na nivoju ata, smo bili zbiti na nivo ega, skozi proces ozdravljanja se lahko vrnemo nazaj na nivo ata, na nivo zavesti, ki pripada atu, na nivo zavesti, ki jo je ozavestil Jesus Christ in to je, v bistvu bomo rekli, sidrana stopnja zavesti, ko dosežeš svoj notranji mir v vsaki sleherni situaciji, potem lahko prideš stopnjo višje. Ampak tudi ta prideš, pricne malo tako, ampak treba jo je sidrati. In to je stvar, ki jo je treba, ki zahteva prakso. Peter, pravaš mater, koliko se strinjam z tabo. Odlično, me zelo veseli. To je to. Dragi moji, precej stvari imam kar prav in to že ves čas. Zdaj, mnogi ljudje se delajo, če dalje več ljudi se dela, da me ne vidi. Tisti, ki potujete z mano nekaj časa, že vidite, koliko ljudi, koliko imen je že izginili iz teh liveov, torej so se odločili, da do konca ne gredo, vzeli so predajo, jaz pa pravim, do konca pojmo, brez predaje. Tudi tema se ne bo predala in se ni predala, zaradi tega mora priti do svojega padca. In ta padec je srečanje z resnico.
Resnica ni nekaj, kar lebdi v luftu, resnica je nekaj, kar izvira iz vas oziroma se pretaka skozi nas. In mi smo pravzaprav nosilci resnice, kot so lažnivci nosilci laži. Torej, človek je lahko laž na dveh nogah, lahko pa je resnica na dveh nogah. In resnica je svetla stvar. Temu rečemo, da smo svetlobni in kdaj. Matica, to je tematika za en drug kanal in je totalna bedarija, totalen XY. To je, kot da bi na faksu biologije rekel, jaz pa ne razumem reševanja ulomkov. Toliko idiotsko je tvoje vprašanje. Zdaj pa, jaz vem, ene šterje tudi, zdaj pa bi bilo fajn, Matica, da tudi ti skontaš te stvari. A ne? Da v bistvu je to blesarija, kar izkazuje stopnjo zavesti. Meni je zelo žal, da se ne morate ugrizniti v jezik, ampak zbljofnete bedarije, ki nimajo veze. Pogovarjamo se o zavesti, pogovarjamo se o resnici in ti pa prideš z ganđo ven. Bravo! 100 točk na neumnost, isto kot Janez Janša pa Golob, stari, čisti isti idiotizem, bravo, res. Ampak kul, sej ne moreš mene podreti, pokažeš, kje je tvoj, mima mama. Resnica izvira in ko se priklopiš nazaj, se vse razkriva. Dobra, resnica izvira in ko se priklopiš nazaj, se vse razkriva. Res je. Priklopiti se nazaj, ne pa na ganđo, tako kot bi rada Matica Stanič se priklopila. Dej se, priklop se, koliko se češ, jaz sem svojo odsedel, eni pa svoje še bodo. Pa ne zaradi ganđa, ampak zaradi kokaina, zaradi preprodaje adrenokroma, trgovanja z otroci, zaradi izvajanja genocida in tako naprej. To so bolj konkretne obsodbe. Jaz pa sem obsedel svojih 6 mesecev v priporu, zato ker so študirali, ali sem kriminalca, nisem, pa so po 6 mesecih pogruntali, da nisem, ampak life je bil že uničen. Tako da, oni so takrat mislili, da bom jaz srečal svoj konc, ampak ne, što ne ubije jača in ojačali so me in danes sem tukaj prišel čez mejo, čez katero ne bi smel nikoli. Hvala lepa vsem za darila, za darove, za komentarje, za delitve, za udeležbo. Pridni ste bili, 26 vas je bilo, 286 vas je bilo skupno. Hvala res vsem za vse darove. Nedelja je prečudovit dan, stopili smo v novo galaktično leto, marsikomu se je odprla pot navzgor, marsikomu pa so se odprla vrata v peku. To je tisto, kar danes ne morejo ljudje zanikati, mene ne, priznali ne bojo, vidimo pa, vsaj jaz tih, vidim in čutim, da so v hudi stiski, ki jo z besedami ne bodo priznali. Ko bodo pripravljeni, bodo prišli po pomoč, mi zdravila imamo, ta zdravila niso v knjigah, ta zdravila niso v besedah, ta zdravila so v energiji, ki jo oddaja tisti, ki je stopil čez. Danes jaz mislim, da sem vam dosti velikrat povedal, kje sem se znajdel, zakaj sem se tam znajdel, kako sem se tja znajdel. Pot je jasna, jaz vam jo kažem 3 leta, kako grem čez. Jaz čez sem prestopil, želel bi, da bi še kdo, pa temu nič zglih tako. Zdaj pa vsak bo zase vedel, do kje bo šel, kje bo obupal, kje se bo predal, oziroma kje bo rekel, ne daj se, ne boste nas, nikoli nas ne boste. To je tista sila, ki jo vse pravite vžgati in reči, če je ratal temu dribcu dolgolasmu, bo pa tudi meni. In jaz verjamem, da vsakmu izmed vas lahko uspe, zato ker uspe lahko tistemu, ki je čist v sebi, ne tistemu, ki ima količino denarja. In količina materialnega nikoli ne izkazuje količino srčnosti. In srčnost ni bila nekaj, kar bi bilo čaščeno, opevano, karkoli, bilo je zaterano, potlačeno in to je verjetno zdaj nam postalo jasno, brez pike dvoma, da ta sistem nikoli ni delal nam v dobro, ampak je bil tukaj zato, da namerno, načrtno, sistematično uničuje empatijo, srčnost, tisto, kar ljudem je pravzaprav primarno. Kako se konča? To je to. Dragi moji, jaz vam želim prečudovito nedeljo. Želim vam vse dobro. Želim vam, da najdete pogum, moč in razsodnost, da greste po pravi poti, ne glede na zunanje okolice, ne glede na zunanje držljaje, kajti zunanji držljaji so tukaj zato, da vam povedo, kje še imate rano, ki potrebuje nego.
ne skrivanje. Ne? In nobena rana ni nikoli dovolj resen razlog, da bi lahko nekdo imel dovoljenje, da nekoga poškoduje in rani. Ne? Sabina, praviš, da stopiti na pravo pot je odločiti se za njo, potem se zgodi prerojenje, ki nam daje pogled v resnico. Ja, prerojenje samo po sebi se niti ne zgodi, je kar boj, ne, drugače in tako. Ampak ja, hvala vsem, ki v srcu čutite pomembnost ozdravitve od bolezenskih stanj tega Saturnovega sveta. Ja, tako je. Bolezen je velika. Strašansko velika je epidemija. Ampak glede na to, da smo se okužili negativne energije, hvala Bogu, obstaja tudi antivirus, se da okužiti, da se okužiti tudi energetsko strani ljudi, ki prinašamo iz pravega vera. Pridite probat. Ko ljudje ne morejo več gledati oči, veš, kako zelo so padli in žal mi je za njih. Ja, zdaj, jaz to pozarjam 3 leta. Meni žal več ni za njih, naj padejo, naj občutijo to sramoto, v katero so mene spravili, kar naj, da bodo videli, kako se to občuti. To je karma, da ne boste mislili, karma ni za vse enaka, karma vrne tisto, kar so si ljudje zaslužili in tako. Torej vsakemu tisto, kar je dajal od sebe, tako da kar so dajali od sebe, kakšne občutke so ljudem povzročali, to zdaj prihaja do njih nazaj. Vse smo rekli, da bo, ne? In meni, mislim, do njih sočutje, ko pridejo s priznanjem, do takrat pa. Dragi moji, prečudovito nedeljo vam želim 12 minut oziroma 11 minut pred 10. Imejte se lepo, dajte vzdrževati novo galaktično leto, sile so velikanske. Jaz vem, da se dogaja marsikaj velikega, vsega vam ne morem razložiti, škoda mi je, ker smo se pogovarjali le 4. Ful sem si želel, da bi kaj več ljudi kaj povedali, kar pa seveda tudi nekaj meni pove, a ne? Tudi molk pove precej. Je že v redu, ni panike. Praviš, Marjana, hvala Matej za tvojo vztrajnost in nameri pomagati. Moj poklon. Ja, bomo videli, kako bodo zdaj te stvari se odvijale v naslednjih tednih, mesecih, ker ta vztrajnost je pripeljala do konca. Ampak ta moja vztrajnost je pripeljala do konca tudi igre karnevala. Ta karneval je bilo včasih tako, psi lajo na karavana prolaze kot maske, čeprav karavana velja tudi za naše prednike. Ta karavana je prišla do konca, ne? Cesarjeva nova oblačila, sred parade so ljudje ugotovili, da je tip nak. To je to. In ljudje so postali goli med tem, ko so na paradi. To je to. Dragi moji, želim vam prečudovit dan. Še enkrat hvala, da ste bili z mano. Dobrodošli jutri zjutraj. Upam, da se vklopam. Če pa ne bom jutri, bom pa po jutrišnjem. Zdaj, ko prej pridem nazaj z nečem novim, a ne? Ta konec bo nov začetek. Marjana, to je to, do konca in naprej. Je film, v katerem sem igral, v katerem smo se večkrat pogovarjali, kjer pravi Rifle, čas je, da Dravski Banovini vrnemo to, kar je od nekdaj bila. Domovina, dežela miru, reda in ljubezni, bom jaz dodal. In ja, dragi moji, to je to. Imejte prečudovito nedeljo in se vidimo kmalu. Čau, čau.